Glasba nagovori človeka hitreje in globje kot govorjena beseda. Dokaz za to je naš naslednji nastopajoči. Gianni Rijavec poizkuša z glasbo širiti idejo o miru v svetu. Njegova glasbena pot se je začela že zelo zgodaj. Predvsem nam je znan s prepevanjem v ansamblu Big Ben. Med najpomembnejše nastope sodi zagotovo petje vokalnega kvarteta Big Ben pri papežu Janezu Pavlu II. V Vatikanu. Leta 1995 se je odločil za samostojno glasbeno pot. Pritegnila ga je tudi televizija in tako je postal voditelj številnih zabavnih televizijskih oddaj. Leto 1999 je bilo za glasbenika prelomno. Bil je gost na mednarodnem zabavno-glasbenem festivalu Forte 99 v Sarajevu. Nastopil je kot predstavnik Slovenije. Srečanje z žrtvami min je nanj naredilo močan vtis. Skupaj s somišljeniki je ustanovil mednarodno glasbeno mirovniško fundacijo Beli golob, katere prva in osnovna naloga je širjenje ideje o miru v svetu. Napisal je mednarodno himno miru, pesem Beli golob. Danes nam bo zapel pesmi Ni cvetja brez trnja in Ogenj ljubezni. Prosim. Tako lepo so me punce napovedale, da mi je zdaj sem ostal kar brez besed, se bi še kakšno rekel, pa je boljše, da kakšno zapojem, ko pa govorim, ker kot so rekle, da glasba nagovori človeka globlje, hitreje, močneje kot govorjena beseda. In kjerkoli pojem doma ali po svetu, je potrditev to, da je glasba res tista, ki je univerzalni jezik, ki gre čez meje, ki podira meje in to si danes seveda vsi želimo. Pa vendar ne v smislu, da pozabimo najprej nase, na svoj narod, na svojo domovino. To je prva zadeva, ki jo moramo imeti v sebi. Najprej pomisliti nase, šele potem na druge. Če ne ceniš svojega, ne moraš ceniti tudi tujega. In se mi zdi, da v zadnjem času pri nas izgubljamo to identiteto, da izgubljamo tisto slovenstvo. In ko sem bil pred kratkim na turneji v Argentini, sem prav to začutil, da tisto slovenstvo, ki je tam, bi moralo biti tu v Sloveniji. In jaz upam, da nas je še toliko, da bomo ohranili to Slovenijo taka, kot mora biti, da bo država in domovina eno in isto, oziroma da boste šli domovina in država vzporedno, ne pa vsaka svojo pot. Če živimo v državi Sloveniji, potem mora ta država Slovenija dišati po Sloveniji, ne po katerikoli drugi državi. Ogenj ljubezni. Prižgala si iskro ognjeno, ogenj tli, pritajeno globoko v meni že gori. Prižgala si iskro ognjeno na dnu srca, napisala pravljico si za naju dva. Zdaj gori, prižgala
zavesti, nekje v srcu pa iskra ognjena še tli. Ne reci, z Bogom poiščijo na dnu srca in večno živi naj napisana pravljica. Zdaj gori, naj gori, prižgala ogenj si, zate in zame, za naju, za vse ljudi. Zdaj gori, naj gori, prižgala ogenj si, naj greje, naj sveti, naj nihče ga ne pogasi. Naj greje, naj sveti, naj nihče ga ne pogasi. Ni cvetje brez trnja je ena skladba, ki ste jo napisala moja dobra prijatelja, zdaj že pokojni Dušan Belka Vrh, zagotovo en največjih slovenskih besedilopiscev zabavne glasbe, in pa prijatelj Tadej Hruševar v tandemu. In vsi dobro vedo, da moramo skozi trnje, da bi prišli do cvetja. Vsaki stvari je tako. In upam, da je tudi ta pot naše države, ki gre že nekaj časa skozi trnje, da bo prišla na koncu do cvetja. Dokaz ste tudi vi, ki ste prišli danes tukaj na koncert. Imamo še energije in šlo bo naprej. Ni cvetja brez trnja. Gozd je poln prelisti in travnik je cvetan. Okna v podzavesti se odpru na njuno stran. Misel je na begu čez mavrično nebo, čez moje negibno telo. Kakor sit sem ihten, ki žene me drugam. Vajen sem nevihte, ki je včasih bliski gram. Plačal bi račune vnaprej za nekaj let. Odšel bi, a tu je moj svet. Ni cvetja brez trnja, še ga bom bral. Tako kot pliv ni brez zrnja, zato bom sejal. Ni cvetja brez trnja, je že tako. Kako da včasih ljudje tega ne vemo. Otok v daljnem morju, zelenim nasmejan, čaka na obzorju, ponuja mi pristan. A modrosti druge namenja skrivni glas, za pesem, ki poje jo čas. Ni cvetja brez trnja, še ga bom bral. Tako kot pliv ni brez zrnja, zato bom sejal.
je že tako. Kako, da včasih ljudje tega ne vemo. Kako, da včasih ljudje tega ne vemo.